neka velika stvar. Ja, res je. Nekako je bilo za pričakovati, no. In mislim, da je to pozitivno. Lepo je pač, da javnost zanimajo te stvari, da smo pač nekako v središču pozornosti in to je samo pozitivno. Ni nek pritisk, kaj tudi recimo uživanje, zanimivo, ko je Ancelotti rekel pred finalom Lige prvakov, da so te dnevi do tega nekega velikega dogodka v bistvu uživamo. Je tudi za vas neko uživanje kot neka nagrada? Ja, definitivno. Smo delali več let v bistvu nekako konsistentno proti oziroma z mislijo proti enemu cilju, tako da bi bilo škoda, če zdaj ne bi uživali, ker smo si pač to izborili. Ampak obenem pač uživati in pač se čim bolj pripraviti in pač narediti čim boljši rezultat. Kako vi vidite nasprotnike v skupini, predvsem Anglijo in Srbijo? Škoda izgubljati besed. Pač vse, mislim, da tudi Danska so zelo kvalitetne reprezentance z vrhunskimi posamezniki. Bi pa pač se bolj osredotočil na pač nas, na našo reprezentanco. Mislim, da nas je to pač pripeljalo do sem, kjer smo. Tako da pač težko, zdaj karkoli vam rečem v nasprotnikih, pač vsi igrajo v vrhunskih klubih, vrhunskih ligah. Imamo pa mi verjetno tisto kolektivno moč, ki bi jo pa pač dal na našo stran. Se pravi, naj se oni ukvarjajo z vami? Ja, definitivno. Pač mi se moramo, mislim, definitivno bomo pač analizirali vsakega nasprotnika, ampak tudi selektor velikokrat pač poudarja, da je treba tudi gledati nase. Zdaj, če bomo šli v tekme, da bomo samo čakali oziroma se samo branili, pa ne vem, čakali, da jih dobimo čim manj, to nikamor ne pelje in mislim, da smo tudi zdaj na zadnji prijateljski pač pokazali, da ne glede na to, kdo nam pač stoji nasproti, da pač smo konkurenčni, da se jim lahko postavimo in tako moramo iti vse tekme. Se vam zdi, da je to mogoče prednost Slovenije, da neko podcenjevanje, ki se v športu vedno maščuje? Ja, sam mislim, da trenutno nas pač tudi oni ne bojo več podcenjevali, no. Mislim, da ko si enkrat na Euru, tudi tako kot mi, oni analizirajo tekme, gledajo tekme, tako da vidijo, da delamo dobre stvari, tako da mislim, da si ne bojo pustili pač, da bi nas podcenjevali. Jan, selektor je rekel, da hierarhija je postavljena v ekipi, zdaj tudi že zelo dobro poznamo začetno enajsterico. To pripomore k mirnosti v moštvu, v teh medsebojnih nekih odnosih, tudi po linijah, da se točno ve, kdo je prva izbira in kdo je njegova menjava. Ja, ampak mislim, jaz osebno nisem pač dobil tega občutka, da se že ve, kdo bo igral. Tudi na treningih je veliko nekih rotacij in pač mislim, da noben od nas pač ni 100%, da bo igral in da se lahko zdaj sprosti. Mislim, da je to nek ključ, da pač se vsi borimo na treningih, dajemo vsi vse od sebe. Je pa super, no, zdaj, da smo že dlje časa, večina nas, da nas je že dlje časa skupaj, veliko treningov smo že dali čez tekem in je pa definitivno lažje, ker se malo bolj poznaš. Kakšna pa je ta konkurenca za posamezna mesta znotraj ekipe zdaj, verjetno še toliko bolj poudarjena pred velikim tekmovanjem? Ja, mislim, mi smo, kako bom rekel, vsi smo zelo tekmovalni, za vsako tekmo vsak hoče igrati, tako da mislim, da se zdaj ne bo veliko spremenilo. Neka zdrava konkurenca, pač vsak hoče biti ta, ki bo začel tekmo, ki bo igral tekmo in pač bo za to naredil vse, ampak vse pač v nekih zdravih pogojih, zdravih razmerah. Mislim, da nas to dela pač veliko ekipo. Je nestrpno čakal konec klubske sezone in začetek teh reprezentančnih priprav letos pred Eurom? Ja, definitivno, sploh, ker zadnja 2 meseca, mesec dni mi v klubu ni šlo pač po planu. So mi malo misli uhajale, ja, ampak zdaj sem vesel, da sem tukaj, treba je pač uživati, dobro trenirati, se dobro pripraviti in mislim, da bo hitro minilo. Lahko v kvalifikaciji, ki si bil pomemben člen, torej enajsterice, klubsko pa ni bila najboljša sezona? Ja, se strinjam. Neka ta prva sezona v novem klubu, v bistvu začel sem v redu, veliko igral,
Sploh pa zdaj od zadnje reprezentančne akcije nisem praktično nič. Mislim, da 3-4 tekme, tako da težko zdaj komentiram to, niti se nočem spominjati tega. Takoj, ko pač se je zaključila sezona, sem misli preusmeril na reprezentanco in ja, to je to. Sem pa pač, sem bil zdrav, sem treniral skozi, sem bil v formi, tako da mislim, da to ne bo prevelik problem. Mogoče so malo bolj spočitne, tako kot mogoče kakšen drug fan, ki ima sabo dobro klubsko sezono. Ja, ampak jaz sem bolj tak, da če ne igram, potem veliko več treniram, tako da pač, da čim manj zgubiš, ko ne igraš tekem. Pač je še kar nekaj časa do začetka evropskega, tako da mislim, da bomo vsi nekje na istem nivoju, kar se tiče utrujenosti oziroma treningov. No. Reprezentanci je znal tudi Josip Iličić, pa mislim, da 2 letih pa pol. Kaj to vam fantom da, mogoče od njega tudi pričakujete? Kakšen nasvet, izkušnje ima bogate, vse, kje je igral, kako je želel? Ja, mislim, vsi vemo, za kakšnega igralca gre, koliko nekih izkušenj ima, kakšno kvaliteto ima, tako da je tak, da z veseljem pač pomaga, daje nasvete. Zdaj na nas, da pač to probamo čim bolj izkoristiti. Kar se pa pač njega tiče, pa mislim, nimam besed, vsi vemo, da lahko z eno potezo pač spremeni potek igre, tako da pač smo lahko veseli, no, da je z nami. Vsak primer, če bo šel na Euro, če bo zraven samo plan, teh 10 dni vam bo nekaj dal. Ja, definitivno. Pač, da je vsak moj cilj, da bo šel zraven. To bo zadnja beseda bo selektorjeva, tako da je pa v vsakem primeru mislim, da je pač vsakemu od nas neka čast, da je že pač na tem širšem seznamu. Kakor sem pa rekel, no, vsi želimo iti. Hvala.